Ta petka v oznaki VZ5 pomeni petvaljnik. No, pridite, poglejmo ga. Tukaj spodaj se skriva potomec tistega slavnega Audijevega petvaljnega motorja, katerega začetki segajo več kot 40 let nazaj. V letu 1976, takrat, ko je Audi petvaljni motor prvič vgradil v model 100. In takrat je bila ideja, da preprosto štirivaljnemu motorju dodajo še en valj, zato da dobijo nekaj več moči, pa da hkrati ne preveč povišajo porabo goriva. Ampak poraba goriva zagotovo ni bila tista bistvena postavka pri razvoju tega motorja. Namreč nekaj let po tistem so petvaljni motor vgradili tudi v model Quattro. Seveda tisti slavni Audi Quattro, tisti Turbo Quattro, tisti Rally Quattro. Seveda, zdaj že veste, kam pes taco moli. Ja, zagotovo ni šlo za porabo goriva, šlo je za občutke, ki jih ta petvaljni motor da takrat, ko avto zares poženemo. S tem, ko ta motor poženemo v dir, dobimo rohnenje posebne sorte. In to posebno rohnenje temelji na drugačnem zaporedu delovanja valjev. Se pravi, najprej eksplozija se zgodi v valju številka 1, potem v drugem valju, pa potem v četrtem, nato v petem in na koncu še v tretjem valju. In to sproži nekakšne drugačne frekvence in te frekvence zares zadanejo. In seveda smo navajeni, da danes v vseh teh modernih avtomobilih težko dobimo zvok motorja, ki je tak avtentičen. Ponavadi je ta zvok motorja zelo, zelo sprocesiran in potem tudi predvajan preko raznih zvočnikov v kabini. Ampak tukaj pa gre za pravi avtentičen zvok. Seveda je razlog v tem, da inženirji iz teh modernih eko motorjev pravzaprav nimajo pobrati tistega strastnega zvoka motorja. V tem primeru pa res imajo na čem graditi in oblikovati tisti zvok, da potem res ta zvok dejansko v bistvu da tisto strast. Torej pri tem avtomobilu je pravzaprav glavno vprašanje, a bomo pustili, da bodo te 4 trobente, ki so dejansko prave trobente, ne pa nek vizualni dodatek, no, ali bodo te 4 trobente trobile na polno, s vsemi polnimi pljuči, ali pa bomo čez njih dali tisti dušilec in jih nekako omejili. No in tu pride moja prva ideja za izboljšavo tega VZ5. Namreč ta avtomobil nima prijetnega strastnega zvoka samo takrat, kadar na polno rohni. Zelo prijeten zvok ima tudi takrat, ko se lepo počasi, umirjeno pelje. Takrat kar nekako malce tako prijetno zagrgra. Ampak to grgranje poslušajo samo tisti, ki avtomobil gledajo od zunaj. Tudi jaz v kabini bi rad te zadeve poslušal, zato bi bilo fajn, če bi nam recimo spustili še kakšno, odprli še eno loputo, da bi to slišali tudi v kabini. Ampak seveda, saj razumem, tukaj gre za pravo stvar, ne za ponaredek. Pa ne samo, da ni ponaredek, tudi približek ni. Namreč ta avtomobil je čistokrvni športnik. Saj smo si obetali, da bo ta avtomobil lepil na sedež, ta avtomobil do 100 km pospešil komaj 4,2 sekunde, pa seveda skupno število tistih konjičev je 390. Se pravi, pričakovali smo, da bo ta avtomobil zelo hiter avtomobil. Ampak pri marsikaterem tem močnem športnem terencu smo potem dobili hitro pospeševanje po ravnem, potem pa, ko smo prišli v ovinek, je avtomobil hotel nekaj drugega kot pa voznik. No, pri tem, glede na to, da je tudi terenski avtomobil, ne hendikepira s temi svojimi terenskimi lastnostmi, ne hendikepira športne vožnje. Avtomobil čutiš, veš točno, kaj se dogaja z njim, predvsem pa avtomobil uboga. Ko zapelješ v ovink, je avtomobil nekako povezan z voznikom. In prav
lepo se mi zdi, da sem dejansko spoznal avtorja teh voznih lastnosti, šefa inženirjev za vozne lastnosti in lepo je bilo videti, ko vidiš, da je to gospod, ki svojega dela ne opravlja iz pisarne, ampak vodi svojo ekipo inženirjev direktno iz boksov raznih dirkališč. Namreč takrat mi je povedal, da danes avtomobile razvijajo pravzaprav vse znamke z enakimi sestavnimi deli. Prej je seveda delal v Porscheju in tam si je lahko zmišljeval in izbral najboljše sestavne dele. Tukaj pa se moraš nekako znajti. In recept za to, da narediš pravi športni avto, je preprost. Moraš ure in ure radirati gume po raznih dirkališčih, si stalno zapisovati podatke in spreminjati nastavitve, da na koncu najdeš tiste prave nastavitve, ki najbolj ustrezajo neidealni fiziki. In mojstrstvo pri svojem delu ni dokazal samo pri tistem električnem Bornu, ki se pelje popolnoma drugače kot na primer enak Volkswagen ID.3. Mojstrstvo je dokazal tudi pri tem Formentorju. Ja, to je športni avtomobil, ki pa seveda ponuja klasičen, prijeten položaj za volanom, ne pa sedenje čisto pri tleh. In ja, ta avtomobil je tudi družinski avtomobil. Jaz imam 3 otroke in zadaj so sedeli brez kakršnega koli pritoževanja. In seveda ja, terenske vozne lastnosti smo tudi že omenili. Skratka, skoraj da idealen avtomobil. Skoraj. Zakaj skoraj? No, ena izboljšava, ki bi si jo pa res želel v tem avtomobilu, pa je, da bi bila razlika med voznim načinom komfort in pa šport, oziroma še posebej Cupra, manjša. Namreč v komfort načinu je ta avtomobil preveč komfort. Volan je malce premehek in menjalnik malce zamuja, pa tudi tistega grgranja sploh ne slišiš. Seveda pomaga, da preklopiš v program šport, ampak potem se pa soočiš s tem, da avtomobil čaka, da ga boš pognal v tir. Ves čas je pripravljen in to se recimo pozna tudi v tem, da potem, ko se peleš v koloni umirjeno po mestu, potem tudi ta avtomobil pričakuje, da ga boš pognal. In takrat se avtomobil zato pelje s prenizko prestavo, se pravi z visokimi, bolj rohnečimi vrtljali. Se pravi tudi takrat, ko si mi žal ne moremo privoščiti tistih vozniških užitkov. Zato predlagam, da tista tipka Cupra na volanu, ki potem spreminja te vozne načine, postane tipka, ki bo bolj v stilu on-off. Se pravi, vklopiš Cupra način takrat, kadar imaš prazno cesto in ovinke, za vse ostale zadeve pa imaš kar en osnovni program, ki nam da nekaj strasti, se pravi, malo več odzivnosti, pa malo mogoče tudi tistega grgranja. Mimogrede, tisti programi, ki so primerni predvsem za tiste voznike, ki so pripravljeni vzeti v zakup, da v Sloveniji nimamo dirkališče, seveda govorim o drift programu, tiste programe pa naj ta avtomobil obdrži v tistem klasičnem velikem zaslonu na sredini. Ampak če za konec pogledamo, ali vzeti takšnega VZ5 Formentorja ali pa tistega z približno 100 konji manj, odgovor je zelo pravzaprav na dlani. Vzeli boste preprosto tistega šibkejšega Formentorja. Pa pri tem ne gre za to, da ima ta avtomobil tudi pri umirjenem načinu vožnje visoko porabo, se pravi 11 oziroma 12 litrov goriva. Ne, razlog v tem je, da je tega VZ5 Formentorja težko dobiti. Namreč gre za omejeno serijo 7000 Formentorjev in seveda pravzaprav vsi so že razprodani. Torej, če uspete dobiti, vzemite Formentorja VZ5, pa čeprav je v takšni neprimerni črni barvi, zato ker ta avtomobil bo nekaj štel tudi čez nekaj desetletij, ker 5-valjnih motorjev pravzaprav avtomobilska industrija ne mara več. Naše današnje priporočilo za vaš naslednji klik je pravzaprav logično in pričakovano. Ja, spoznajte tistega omenjenega inženirja, ki je zasnoval tega Formentorja z vašim naslednjim klikom.